Tisti, ki trenutno gledate tale prispevek, ste najverjetneje v skupini daleč najsrečnejših ljudi na tem planetu. Takih, ki imajo tekočo vodo, stranišče z izplakovalnikom, trgovino v bližini in zelene sprehajalne poti nedaleč od doma, hkrati pa uživate večino blagodati sodobnega napredka, vključno z dostopom do računalnika in, očitno, svetovnega spleta. In takih nas je, za manj kot 10% vsega prebivalstva na Zemlji. Mi smo srečneži, toda takšna grozovita razlika med številom revnih in bogatih ima številne negativne učinke, tako na družbo kot na naravo samo. In nasilje človeka nad samim sabo, ter še posebej nad naravo, je treba ustaviti, čim prej. Zato seveda ni nič čudnega, če je odnos med naravo in človekom eden izmed poudarkov tudi v zunanje političnih usmeritvah stranke Zares. Ta trdno stoji na stališču, ki je edino razumljivo in blizu vsakemu človeku, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja z njegovim okoljem. To pa je, da človek ni nadrejen naravi. Prej bi lahko rekli, da je narava nadrejena človeku, le da človek tega vedno ne razume. Prevladujoči antropocentrični pogled, pri katerem je človek središče sveta, je treba dokončno zavreči in ga zamenjati z, naj temu rečemo, ekološko etiko, ki v ospredje postavlja ohranjanje naravnih virov in biotsko raznovrstnost. Nekaj torej, brez česar človek ne more živeti. Seveda je vsakomur jasno, da sodobni človek ne more živeti zgolj od želje po lepi naravi, ampak so tu v igri konkretne potrebe po hrani, energiji in tako naprej. In kaj zdaj to konkretno pomeni? Če se Slovenija res razume kot zelena oaza Evrope, mora politika s tem motom znati živeti. Zato je nujno treba podpirati takšno investiranje, sprejemanje takšnih mednarodnih pobud, vzpostavljanje takšnih mednarodnih projektov razvojne pomoči in sklepanje takšnih mednarodnih zavezništev, ki bodo zagovarjali in vlagali v razvoj čistih tehnologij, alternativne energije, ekološko pridelavo hrane in spodbujanje pravične trgovine. Morebitne kompromise pri soodločanju in pogajanjih z ostalimi državami po svetu, še posebej na področju energetike, pa bo mogoče sprejemati le na podlagi širokega konsenza domače javnosti, ne mimo nje in ne brez nje. Tako zastavljeni zunanje politični usmeritvi, ki jo zares z vso resnostjo namerava tudi uveljavljati, mati narava prav gotovo ne bo nasprotovala.